Slovenska mladina je v samem vrhu lestvice evropskih držav, kjer se mladi najtežje odpovejo v obdobju hotela mama. V povprečju ostajajo doma do 30. leta. Med razlogi za to, da mladi težko prerežejo popkovino, so poleg življenjskih navad, predvsem pomanjkanje rednih služb in s tem povezanih težav pri nakupu ali najemu še vedno razmeroma dragih nepremičnin. Kulturno-izobraževalno društvo Pina se je poglobilo v stanovanjske probleme mladih na Obali. Ena od ugotovitev je, da je mladih do 35. leta starosti, ki imajo lastniško ali solastniško stanovanje, manj kot 5%. Naša sogovornica Melisa Cerič dela in samostojno skrbi zase že 10 let. Kljub temu nima stalne zaposlitve. 10 let plačuje več 100 evrov mesečno za stanovanje, a stanovanja nima. In če ne zadane na loteriji ali dobi stalne zaposlitve, bo tako še naslednjih nekaj let. Pri 30 mnogi mladi pa naj si še tako želijo in se trudijo za to, še vedno nimajo varne osnove. Jaz sem v situaciji, ko že od študentskih let dalje živim v najemu in to vsa dela, ki sem imela, mi niso mogoče tega, da bi si lahko eno stanovanjsko situacijo uredila. Če živiš v najemu, si dolžan plačevati vsak mesec neko določeno najemnino, nek določen strošek, da kjer živiš. In torej, če sem sposobna plačevati tega, kako da pol nisem sposobna plačevati kredita, naprimer, ne? In to banke, naprimer, v tem primeru so totalno nefleksibilne, ne? Melisa dela prek pogodb, sodi v kategorijo prekarnih delavcev. Nikoli ni imela stalne pogodbe o zaposlitvi, ne pozna bonitet zaposlenega človeka. Vsak mesec jaz ne morem skrbeti to, ali me vržijo ven iz stanovanja, tako prišel ta problem, da so turisti med poletjem, torej te mečejo čez poletje ven iz najemniških stanovanj. Svoje stanovanje pomeni predvsem to, da si miren in da s tem, ko si ti imaš neko svoje domovanje, neko svojo bazo, si pol tudi lažje produktiven na drugih področjih. Ko se dogovarja za najem, vedno izpostavi vprašanje, ali bo morala čez poletje stanovanje zapustiti ali morda najemodajalci razmišljajo, da bi oktobra stanovanje oddali študentom. Melisa pravi, da bi se veliko več mladih odselilo od staršev, če bi imeli to možnost. Mladi so pripravljeni delati in si z lastnim delom zagotoviti boljše možnosti, vendar jih v Sloveniji ni ravno veliko. Mi mladi smo že fleksibilni in delamo v vseh mogočih urah, ampak še vedno na koncu sistem pa je rigiden in tle v Sloveniji se mi zdi, da se ni spremenilo že dosti časa nič na tem področju. Ena od možnosti je prijava na razpis za neprofitno stanovanje. V tokratnem za koprsko in ankaransko občino imajo prednost mladi do 35 let. Kulturno-izobraževalno društvo Pina se je pri pripravi delovnega dokumenta obrnilo tudi na javni stanovanjski sklad mestne občine Koper. V javnem stanovanjskem skladu skupaj mestno občino Koper smo jih pristopili k nakupu zemljišča med Hoferjem in Mercatorjem, kjer nameravamo tudi urediti stanovanja za mlade in mlade družine, poleg neprofitnih, ki bi jih tudi dali lahko na trg po kakšni stroškovni ceni in tudi omogočili kakšno ugodno kreditiranje. V Hrpelsko-Kozinski občini mladim lahko pomagajo. Občina postaja tudi zanje vse bolj zanimiva, tudi vrtci in šole se polnijo. Da bi ohranili tudi vasi, so se v občini odločili za poseben ukrep. Tukaj pa smo hoteli zajeti komplet celotno populacijo mladih, tako da pridejo upoštev vse 3 oblike reševanja stanovanjskega problema. Tako nakup stanovanja, rekonstrukcijo ruševine ali pa novogradnjo. Pogoj je, da je občan občine Hrpelje-Kozina, da je mlajši od 34. leta, potem pa odlok sam predvideva še poleg osnovne subvencije še 4 kategorije, ki prinesejo dodatna sredstva, ukolikor je upravičenec seveda upravičen do njih. Odlok je sprejet, razpis je zunaj in mladi se lahko prijavijo. Osnovna subvencija bo znašala vsaj 2000 evrov, s točkovanjem pa lahko mladi dobijo tudi več kot 3000 evrov. Podrobnejši pregled stanovanjskih težav mladih na Obali je Kulturno-izobraževalno društvo Pina izdalo v posebni brošuri. Z nami je strokovna sodelavka Pine Kaja Cunk, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, videli smo v prispevku, stanje je katastrofalno, zaskrbljujoče. Manj kot 5% že starejših mladih praktično ne more niti do stanovanja. Kaj ste še ugotovili, kateri so tisti glavni poudarki? V bistvu najbolj, kar smo ugotovili, je, da se mladi v obalnih občinah najtežje v celi Sloveniji osamosvojijo. Živimo na območju, ki ima najslabša najemniška razmerja, večino jih je sklenjeno za dobo manj kot 1 leta, imamo najvišje cene nepremičnin, najmanjše število študentskih postelj in največ praznih stanovanj na prebivalcev v Sloveniji. Koga ste povabili k pripravi tega projekta?
Da bi res celostno obravnavali problem, smo se odločili poleg delovne skupine vključiti predstavnike mestne občine Koper, ki so z nami iskali rešitve, kako pomladiti obalno zaledje, ki se stara, občino Izola, ki je izvedla razpis za neprofitno stanovanje, kakšne izkušnje imajo z njim, in predstavnike Družbe za upravljanje terjatev bank, DUTB, s katerimi smo iskali možnosti, da bi nepremičnine, ki jih imajo sami v lasti, dejansko podelili na nek način mladim preko najema. No in pod črto, kakšne rešitve ponujate? Rešitve, ki jih ponujemo, so, da bi z enkratnimi subvencijami mestna občina Koper spodbudila nakup starih nepremičnin v obalnem zaledju, da bi občina Hrpelje Kozina ponudila družinam, ki se tja preselijo, enoletno rento za vsakega otroka, in da bi občina Ankaran kot zelo stara občina v bistvu poseben stanovanjski fond namenila izključno mladim. Čisto za konec še, komu boste sedaj vse te zbrane podatke dejansko prenesli, podali? Vemo, da papir vse prenese. Tako je. Ta brošurica je bila poslana vsem obalnim občinam, z njim imamo zelo pozitivne odzive. Poleg tega Ministrstvo za javno upravo prepoznalo to kot primer dobre prakse. Najlepša hvala za pogovor in seveda srečno še naprej. Iskrena hvala.